Tako da vsem lep pozdrav in živjo, lepo pozdravljam v novi Lali na kavi epizodi. Kdor me sicer še ne pozna, jaz sem Mateja Kalin in sem ustanoviteljica Lali Cup menstrualne skodelice. To zgleda nekako takole, nič tazga. In pa predvsem želim, da je moja vizija, da ženskam predstaviti res lepši svet med menstruacijo in pa med vse te menstrualne rešitve in pa obenem imeti vse brezskrbne, zdrave dni v vsem letu. Tako da zato ustvarjam tudi razne vsebine, kot so tole Lani na kavi in pa marsikaj, zato da res z našo vizijo o tem brezskrbnosti in pa da opolnomočimo ženske na čisto vsakmu nivoju, ne glede na to, v katerem ciklu smo. Poleg tega pa, da ženske najdejo čist vse možne alternative med menstruacijo in se lahko tako podpremo. Zato nam je pomembno, da se podpremo čisto na vseh nivojih, tudi pri energiji, in zato sem danes povabila našo Nano Veličinski, ki je pa v bistvu moja sošolka iz enega seminarja za spletne trgovine oziroma spletne strani, in ko se je ona prvič predstavila nam, v učilnici, ja, je bila cela učilnica že na nogah, tako je ona se je predstavila, tako zdaj bomo pa vstali, pa naredili boost energije, in točno to je uspelo in sem rekla, njo bom povabila na kavo. Tako da Nana Veličinski je v bistvu osebna trenerka za celostno zdravje in življenje, pomaga ženskam do več energije in razume, kako je, če želiš imeti vse, torej kariero, da biti mama, žena, sodelavka, taksistka, in da ima vse pošlihtan, tako da zraven pa poskrbi še za svoje zdravje in za svoje dobro počutje. Tako da, Nana, dobrodošla. Ja, živjo, hvala za tak lep uvod. Res sem takrat, ko smo se spoznali na noge, vrgla cel razred, ker smo se predstavljali, tako kot se zdaj le midve, ampak tam nas je bilo več in smo že 1 uro sedeli in pač po 1 uri sedenja se nam v telesu taki dobri procesi v bistvu ustavijo, in je treba v bistvu telo zagnati, zato da spet te dobre procese spravimo v tek. Zato sem to naredila, ker se mi zdi tako ena taka pomembna stvar, da tako razmišljamo. Sicer pa ja, jaz sem pač osebna trenerka in mentorica za celostno zdravje in življenje. Mogoče poznate moje ime še iz kakšnega drugega konteksta, to je zato, ker sem 30 let delala v kulturi. Vodila sem pač zahtevne gledališke projekte, marketinške projekte in tako naprej. In že takrat sem nekako ves čas iskala način, kako, pač bila sem tudi pevka, to mogoče poznate, posnela sem plošče pesmi mojega dedka, Franeta Milčinskega Ježka, en kup takih stvari sem počela. In to, da sem bila pevka, je tudi pevka, in ko sem morala preklapljati iz različnih vlog, naprimer isti dan, ko sem pač vodila ne vem kako skupino ljudi, potem pa sem morala stopiti na oder in biti subtilna in tako naprej, hkrati pa nisem smela zboleti, za pevko ni fino, tudi če me saj malo smrkla, sem vedno iskala te načine, kako, kot prvo ne znorim, od vsega, tako, da se umirim, kako preklopam, hkrati pa pač kako takrat, v bistvu takrat še nisem tega iskala, takrat mi je bilo samoumevno, da se gibam, meni je bilo normalno, recimo, da obujaš superge pa greš, ali pa tudi ta prehrana pa vse to, mi ni bil tak problem, tako da sem se bolj ukvarjala s temi energijskimi stvarmi na nivoju pač minda, na nivoju uma, na nivoju duhovnem nivoju, in sem tudi mislila, da vse lahko rešim na ta način, dokler nisem pač rodila, in moj otroček ni spal, On že, ko sem bila noseča, me je zbrcal ob 3 zjutraj vsakič, ko je začel brcati, in se mi je zbujal, in to, recimo, jaz sem štela še, ko je bil leto pa pol star, recimo 16-krat na noč, pri 4 letih še 4-krat na noč in tako naprej, Tako da sem bila v resnici po 6 letih nespanja, pa vmes sem imela še pač ene IVF postopke, pa splave in tako naprej, nisem smela gibati, in sem se pa kondicijsko sesula. Takrat sem morala pa se vrniti nazaj na telo,
In vse stvari, ki so se mi zdele samoumevne, ne, gibanje, prehrana, prej, ne, meni ni bilo treba o tem razmišljati, so postale problem. Nekako nisem našla načina, kako zdaj pridem nazaj v to kondicijo, nikakor. In sem hodila na različne tečaje, tukaj, tam, dokler potem nisem pač naletela na to metodo za celostno zdravje, reče se ji Holobody, ker se mi je pa zdelo, da kar naenkrat ne delam nič, zato ker je to pač metoda malih korakov in je to metoda, da se vrneš nazaj k telesu in v bistvu vprašaš telo, ne, kaj jaz rabim, in imamo tudi pač različne načine, da poiščemo, kako pridemo do tega, da vemo, kaj mi rabimo, ne, v tem trenutku. In tle se mi je pa vse sestavilo, no. Tle se mi je pa vse odprlo in tako sem zelo hitro napredovala in v kondiciji in v energiji. Naučila sem se, kako se naspati, tudi če te zbujajo, take stvari. Kaj pa ta prelomna točka, ne? Kako je ta prelomna točka, me zanima, mater? Ja, ta prelomna točka je bila pa tako, se ti pravim, začela sem z različnimi stvarmi, ne? Ampak nič ni delovalo, zaradi tega, ker je bilo vse samo na enem področju, vse je bilo samo ali gibanje, ali prehrana, ne? In prelomna točka, recimo meni ta aha moment, mislim, kot prvo to, da sem pač ugotovila, da smo različni tipi, kar se spanja tiče, in da vsak rabi nekako drugače in ne spati in tako naprej, je bila pač naslednja ta, da v resnici imamo 7 stebrov zdravja, to so prehrana, gibanje, spanje, notranji mir, stik z naravo, odnosi z drugimi in pa življenjski smisel. In da v resnici imamo, tako jaz sem sama pri sebi ugotovila, da pač eden do 2 stebra sta ključna, ki jo ti v bistvu podpreš in se v bistvu vse ostale stvari začnejo sestavljati. To mi je bila recimo taka prelomna točka. Predvsem pa to, da sem začela celostno gledati, ne, na stvari. Ne, ker meni takrat najbolj mi je bilo to, ne, da pač nisem mogla gibati. Gibanje je meni pač najbolj pomembno, ne, od vseh teh 7 stebrov. Tudi če druge stvari ne štimajo, pač jaz dan, ko se gibam, se mi zdi dober dan, se mi zdi popoln dan, tudi če ni bil, ampak tako nekaj se v meni zbudi, jaz pa takrat nisem mogla nič, ne. In sem morala najprej se prav iti pogledati, kaj se dogaja z mojim spanjem, zato da sem bila dovolj spočita, da sem sploh lahko gibala, ne. In potem pač sem mogla pač tudi, in ko sem spanje uredila, ne, se mi je tudi prehrana lažje uredila, ker ne vem, pač, če pač veste to, verjetno ste začutili, ampak niste se mogoče s tem toliko ukvarjali, ampak če mi ne spimo po noč, ne, in to je pač, to iz pradavnine izhaja, to ni neki, ne, pač naše telo je še vedno narejeno na tisto pradavnino, ne. V pradavnini je pomenilo, da če ti po noči nisi spal, ali si iskal hrano, ker nisi bil čez dan uspešen, ali pa si bežal pred eno zverino, ne. In za naše možgane je to pomenilo, če se bo to ponavljalo, bova midva umrla. Tako da nas sili, ne, da jemo mastno, da jemo sladko, da se podpremo, ne. In zdaj pač v našem svetu, ko smo obkroženi s tem, ko ni treba iskati, loviti in tako naprej, ne, nam potem pač to obilje ne dela nekih koristi, ne, ker pač več sladkega in mastnega pojemo, bolj smo zbite, ne, kile se nabirajo in tako naprej, ne. Tako da tle je bil pol ta moj aha moment, se pravi, ni sam to, ne, da grem na dieto pa na eno hardcore vadbo, pa se bo vse spremenilo, ne. In še ena prelomna točka je, še 2 v bistvu, vse lahko omenjamo, ne, še 2. Ena je bila pač ena rutina, ena vaja, taka čisto preprosta, ki jo bom tudi delila z vsemi, ki bojo tukaj, si bojo lahko prenesle. Reče se miroljubni bojevnik in je sestavljena iz teh starodavnih veščin, ne, kot so qigong, energijska medicina, kvantno dihanje. In je čisto preprosto in v resnici, če si vzameš 2 sekundi do 7 minut na dan, je tvoj dan veliko boljši. In ko sem jaz začela delati to vajo, sem tudi, recimo, ne, se mi je zgodilo to, da popoldan prej, ne, sem pač padla dol. In me je bilo sram, da sem taka mama, ki pade dol popoldan in ne more odpreti oči, ne. S to vajo se mi je pa začel to izboljševati, ne, se pravi, da sem pač vzdržala enotno energijo skozi cel dan, seveda tudi s tem, ko sem še spanje poštimala,
Ampak ta vaja se mi je zdela tako, da sem lahko začela pač tudi ne, vzpostavljati nazaj svoje življenje. Potem je bila pa še ena stvar, ne, to so pa pač mali koraki. Ne. Jaz sem mislila, ok, ne, zdaj pač, če hočem kondicijo, itak, da moram 3-krat na teden po 1 uro v fitness, ne, in seveda se to ni šlo, ne, s toliko malo kondicije. To je tako, kot če bi hotela takoj reči, grem zdaj maraton preteči, ne. V bistvu z malimi koraki, ne, potem sem napredovala in to dosegla. Tako da povej zdaj, kaj te tako najbolj zanima, kam bi rada šla, v katero smer, kaj predava danes našim puncam, ki so z nama. Ja, to me blazno veseli, da boš malo delila tele tehnike z nami, ker nas vse zanima, ker vsi pravijo, joj, koliko je treba delati na sebi, pa ne, pa koliko je pomemben, da si ti sama v sebi, ok, ampak to je treba tudi ozavestiti, ne, to je treba pol tudi dejansko delati in včasih ne gre sam s sabo, moraš dobiti neko pomoč, ne, rabiš pomoč, da ti nekdo pomaga, da ti reče, lej, to pa to pa to, ne, tudi naprimer 7 stebrov, ne, ta zadnja me je presenetila, ne, da je tudi ta poslanstvo važno, ne. Življenjski smisel, ja. Smisel, ne. In koliko ljudi sploh nima smisla, pa kar tava tam nekje malo iz dneva v dan, ne. Bistvo je pa, kako v bistvu ti, a ne, če recimo ženska pride do tebe, kakšna je to potem, ne bom rekla terapija, ampak kako to poteka, no? Ja, najprej vedno je treba pogledati, ne, v kakšnem stanju sploh smo, ne, kako smo do tega stanja sploh prišli in kam si v resnici želimo iti, ne. In najprej je treba zelo dobro pretresti te stvari, zaradi tega, ker če tega ne naredimo, ne, in seveda to, ne, to nas tudi vrača k telesu, to je bistvo, vrača nas k nam, ne. Mi lahko gledamo okrog sebe, ne vem, eno sosedo, ko vsako jutro vstane ob 5, pa gre laufat, pa gre v službo, pa pol še bajto pospravi, pa pol gre še zvečer na en drink s prijateljico, pa ne štekaš, ne, pa super zgleda, pa polna energije, pa ne veš, od kje je to prišlo, ne. In probaš lahko delati enako, kar ona dela, ampak ne bo šlo, zaradi tega, ker si to pogledal nekje od zunaj. In to je tako, ne, in je treba v bistvu se vrniti, najprej se vrnemo na telo, da pogledaš na svoj telo, tako kot bi recimo na svojega otroka, ki ga podpreš, ne, pa bom dala primer, recimo, če bi se jaz zdaj, recimo, imam sina, pa se odločam, lej, ti boš pa inženir, ne, in mu vse nudim, da bo on inženir in bo super inženir in vse bomo naredili za to, ampak a bo on srečen? Ne? In je pa razlika, zdaj pa jaz vprašam telo, pa rečem, kaj pa ti hočeš postati? In kaj rabiš za to, da to postaneš? Pa bo tudi mogoče on rekel, da inženir, pa mu isto ga podpremo. Ampak kakšna razlika je, ne, v tem, da ti ali nekaj prisiliš, ali pa nekaj narediš, ne, na ta način, da se podpreš. Tako da v bistvu gremo na ta način in iz tukaj naprej pa v bistvu iz tega stanja, v katerem smo, ne, oziroma je pač oseba, zdaj poiščemo, kaj so te prvi koraki, ne, ki jih je treba narediti zaradi tega, da bo, zdaj tako, dosti smo si različni, ne, zdaj, če si blazno v stresu, recimo, ne, ponavadi sploh ne moreš razmišljati, da bi zdaj pa ti nekaj spremenila, ker ne moreš, ker je too much. Je prepolna glava in imaš občutek, ne rečem, da je to realno, občutek, da nimaš časa in da ni šans, da karkoli spremeniš. Se pravi, moramo iti najprej v ta mer, ne. Zdaj, če dam tako konkreten napotek, ne, da odnesemo danes nekaj od tega, ne, se lahko res samo sedeš, mislim, jaz imam pač kup enih tehnik, ki te pripeljem do tega, ampak ena od teh je čisto preprosta, samo sedeš se in tako vprašaš se, kaj rabim? Ne kaj moram, kaj rabim? In mogoče bo reklo telo, a se lahko malo usedeva tamle na vrt, pa en čaj spi v miru, pa malo zadremi, pa eno knjigo dajva prebrati najprej. Pa greva midva laufat, pa pol bova midva kaj drugega, a ne?
Tako da, in tle so zelo različne stvari, ne, ali pa, ne vem, nekomu pa reče, oj, tu bi šla z ono prijateljico, ki se z njo dobro počutim, ne. In tle že prihajamo do tega, kaj je tisto, ki nam je najbolj pomembno, ne. Zdaj, če mene vprašaš, jaz sem prva stvar, ne, ko sem prvi dan, ko je nekdo mojega otroka odpeljal, ko sem bila cel dan frej, sem poklicala 3 prijateljice, sem rekla, a gremo prosim na Šmarno goro, ne, ne, pač, ker to sem jaz, a ne. Nekdo drug pa ni to. In ne bomo ga prisilili, da je to. Seveda je fajn, da se tudi on giba in da pač, ne, ampak na njegov način, v njegovem ritmu in tudi, da gre v tvoj stil življenja, ne. Ti si lahko, jaz, ko delam s puncami, so zelo na različnem, lahko so tako podjetnice, pa urnik takole, tak, ampak eni upokojenki, ki je pa prišla, ki je pa cel dan doma, in pa isto gre dan, ko šus, pa ne ve, kam je šel, pa ni nič naredila zase. Tako da to počnemo, ne. In potem pa gremo, ne, v bistvu za vseh teh 7 stebrov zdravja, jaz dajem pač, gremo pač preko telesa, potem pa jaz dajem res take mičkene korakce, ne, ki jih počasi, ne, punce vklapljajo v svoje življenje, ne, in to služi v bistvu temu, da z neko res malo stvari, ko zelo malo časa vzame, zelo izboljšamo kvaliteto dneva, ne. Hkrati so pa to navade, ki jih gradimo. Zato, ker v bistvu vsaka navada, ali je slaba, ali je dobra, je vezana na neko drugo malo navado. Ampak toliko malo navado, da jo mi ponavadi sploh ne zaznamo, ne. Jaz zelo rada dam primer, ne, zvečer pospravim z mize večerjo, zaprem pomivalni stroj in to je moja navada, ki me pelje tja, da grem in obujem superge in grem na sprehod. Ne? Se pravi, toliko male navade potem dajemo, ne? Se boste videli, če boste naredili bojevnika, ne? To vajo, ko vam bom poslala, ne? To je pač sestavljen iz 6 kratkih vajc, ne? Malo je poskokcev, malo se zavrtimo, malo se potapkamo, malo dihamo, ne? In ti dejansko lahko to delaš vsako ali 10 sekund, ali pa vsako 1 minuto, 2 minuti, 3 minute, kakor hočeš, ne? In enako delamo tudi pač spravi z vsako to navado, ki jo je treba potem v življenje spraviti, ne? Z prehrano, z gibanjem, s spanjem, ne? Tako, da gremo na malo, ne? Ker mi si vedno predstavljamo, joj, zdaj pa sprememba, zdaj moram pa vse na glavo obrniti. Ne moreš, ne? Tako, ko ne moreš preteči 42 km, ko iz kavča ostaneš, ne? Tako je pač to treba lepo počasi. In bistvo je potem v tem, da te navade, ki jih ti vpeleš, da so na koncu tako, včasih mi to sploh ne verjamejo, a je to možno, ne? Ampak da imaš občutek, da je sprot, da je tako, kot da bi si zobe umila zvečer, ne? So isto pač take majčkene stvari, ki predvsem ti jih ne sme biti težko narediti, ne? Najbolj problem je tudi v tem, ne, da imamo mi lahko odpor do nečesa, ne? Jaz imam lahko grozen odpor, da bom šla za 1 uro v fitness. Se pravi, rabim najdeti nekaj, kar ni upora, ne? Temu rečemo navade brez upora, ne? Tako, ne vem, jaz lahko govorim 3 dni, tako da daj me ustavi pa povej, kaj bi rada, kam da grem, da bom specifična. Super, ker jaz sem dobila zdaj ta aha momenta, ne. Ja, jaz sem ugotovila, da se nikoli ne vprašam, kaj rabim, ne. Mogoče res bi mogoče s tem začela, ker jaz se vedno vprašam, kaj še moram. Ne kaj rabim, kaj je še treba, pa kaj bi mi sicer sedel, da bi danes, ko imam pa ne vem, pol ure časa zase ali pa 1 uro časa zase, kaj bi lahko ta čas najbolj izkoristila, ne kaj jaz rabim, ampak kako ta čas najbolje izkoristiti, tako se jaz vprašam, kar pa ni isto. Ne. Pa tle je dejansko pol to, ne, to, ko te v bistvu, ko te pele nazaj k sebi, ne. Hkrati je pa tle še ena stvar, ne. Res je, da moramo mi same potelovaditi, ne. Pa ponavadi nimamo kuharja ali pa dobro, ne, kakšne imajo srečo, pa so poročene s kom, kar rad kuha ali pa, ne, tako. Ne, se pravi, so te stvari, ki zdaj jih moram sama narediti, ne. Ampak po drugi strani pa mogoče mi bo pa tudi lažje, če si najdem neko podporo, ne, pa zdaj ne govorim zdaj pač, da imaš osebnega trenerja ali pa mentorja, zdaj pač tako, ampak da tudi to, da recimo, ne,
da mi velikokrat ne skomuniciramo tega s svojo okolico, ne. Se pravi, če bi jaz zjutraj rada šla recimo na en sprehod, ki mi tistih 20 minut da tako nek fokus, pa malo, da sem sama s sabo, pa sam svoje misli, ne. Kaj je najhuj, kar se lahko zgodi, če jaz rečem mojemu partnerju, dajte vi poskrbeti za ta zajtrk, pa tako. Saj ne bo mogoče vse perfekt, tako, kot bi mi rade, ampak oni bojo preživeli, mi pa tudi, ne. Se pravi, tle, ne, kako podporo rabim za to, ne, ali pa recimo, ne, se pravi, poiščem nekaj, ki me bo podprl, ne, zdaj recimo to lahko to, ali pa mogoče kaj drugega, mogoče kakšna joga, pilates, ne vem, kaj vas podpira. In da ne vem, mogoče pač ne vem, partner ne more, okej, grem naprej vprašati. Grem vprašati taščo, če lahko pride enkrat na teden se poigrati z mojimi otroki. Ali pa grem pa pač vprašam 3 ljudi, a poznate kako res prijazno varuško, ali pa, ne. Vedno mislimo, da smo same za vse, ne. Nismo. Tudi za te stvari, ki jih moramo same, je vedno fajn, da je pol še podpora zraven, ne. Pa ponavadi imamo vedno ženske občutek krivde, a ne, ko končno zbereš sebe, pa a ne, itak smo vse čutile, da je vse na nas, a ne. In takrat se je treba razbremeniti. Ampak to moraš malo psihološko to vse skupaj narediti. Rabiš to sem te hotela vprašati, to ti delaš v skupini ali si kot prav za posameznika? Recimo jaz pridem k tebi ali je to skupina? Oboje je možno, ne, oboje je možno. Ali individualno delo, ali in imam tudi skupine, ne, kjer je pač tako deluje, ne, da v vsakem primeru dobiš pač moj glavni program, ki se mu reče Hočem sebe nazaj, v bistvu je 12-tedenski, ti dobiš pač neke video vsebine, kjer pač vsak teden nekaj malo predelaš, dobiš te male nalogice. To, kar imamo pa v živo srečanju, se pravi ali skupini ali pač 1 na 1, ne, enim gre pač, ene skupina podpira, ene pač ne, da se potem pa pogovorimo, ne. Kaj je šlo, kaj ni šlo, predvsem kaj ni šlo, ne tako kot v šoli in tudi seveda proslavljamo vsak mali korak, ne. To je tudi ena taka stvar, ne, ko ženske, ne, zato ker smo toliko zahtevne do sebe, ne. Vsak mali korak, če ti tega ne proslaviš, ne, v svoji glavi, pa v tem občutku, wow, ne, 2 minutki sem si vzela danes, ne, jaz sem si šel samo 2 minutki, potem tvoja podzavest misli, okej, dobro, potem pa ne bom več ne, ker naša podzavest dela to, kar je programirana, da dela, in ona dejansko misli, da pol nam to nič ne pomeni, ne, in ne, si misli tako skoraj, da si ne zaslužimo več od tega, ne. In tako da tle je pač res en kup, no, teh stvari, no. Tako da ja, in tukaj se pol še pogovarjamo, pa odpori pridejo, ne, vedno pridejo odpori, ne. Tle, to se pogovarjamo, ne, veliko. In pa predvsem to, ne, ker smo si toliko različni, ne, glede na tip človeka, ki si, ne, recimo, ne vem, jaz, če bi hotela tako, kot pač zdaj neka ona soseda imaginarna, ki sem si jo izmislila, ob 5 zjutraj iti laufat, to ni za moje telo, ker jaz nisem ta tip. Enostavno nisem ta tip, moj ritem, moj bioritem ni za to narejen. In jaz sem se celo življenje krivdirala, da ne moram takoj zjutraj, tako kot moja prijateljica, ne, pa kaj si taka, pa ne moreš pa tako, ne. Tle smo si ful različni in tle, če najdeš ta čas, ne, se pravi, ti imaš energijo, ne, da se siliš takrat, ko nimaš energije v nekaj, kar ne bi morala narediti, ne. Slej, ko prej pridemo do nečesa, ko pač ti ni, ampak je vseeno super, da prideš v to, ne. Tudi tako, no, moram reči, da nikoli ni prepozen, no. Tako, moj oče je star 80 let, pa ni nikoli gibal, pa ga zdaj išijas, pa me je končno začel poslušati in zdaj, ko ga pokličem, rečem, kaj delaš? Telovadim, a veš, da pogrešam, če ne telovadim. Se pravi, njemu je to prišlo v rutino, a ne. Kateri pa so ti ta prvi majhni koraki, najbolj pogosti, ko se sploh začne, a ne? Ko začneš v bistvu. Kateri so ti najbolj pogosti? Je to najprej, da
vprašaš sebe, ali da začneš mogoče bolj s kakšno telovadbo, ali da iščeš Ne, smisel? najprej sebe vprašaš. Najprej sebe vprašaš in od tukaj naprej grejo pač prvi mali koraki, ne. To je najbolj se mi zdi pomembno. En komentar imava. Hvala, Manja. Tudi jaz sem se po rojstvu otroka, Ja, bravo. da mi je Kar povšel, preberi. odločila, da se bom bolj gibala, a dan kar ne gre mimo. Veliko je že, da kakšnih 10 minut na dan za telovadbo najdem. Ja. Zelo smo si različni, ne. Recimo, meni je bilo nepredstavljivo, da bi recimo šla, tako ko grejo eni recimo 2-krat na teden po 1 uro, ko itak ne bi zdržala, ne. In sem začela s 5 minutami na dan, ne. In tukaj sem potem gradila od tukaj naprej, ne. In ja, 10 minut to je ful, ne. To je 70 minut v tednu, ne. Če tako pogledamo, ne. Koliko je to v mesecu, ne. Tako da to je, tle bi ful rada, no, da to odnesete, da ne podcenjevati teh malih korakov, ne. Tako. Bravo, ne, se reče temu, ne, 10 minut je res veliko. Jaz sem po rojstvu, oziroma tam nekje 5-10 let sta bile stare, glih sta se obešale že name, mene je pa tako križ bolel, tako grozen, da ko sem se vstala, me je križ bolel, ko sem šla spat, me je križ bolel, grozen. In preden sem jaz to rešila, ne, jaz sem bila pred 35 že skoraj kot babi, ne. Hvala Bogu je zdaj to minilo, ampak prav spomnim se teh časov, ko grozen, ko ne moreš nič. Ja. In tudi to, ko si omenila, ne, pomembno je tudi, da potem, ne, ko najdemo ta jaz, ne, se pravi, to itak skozi preizprašujemo, ne, ker če si dolg časa nisi poslušal telesa, ne, ena moja stranka je tako lepo rekla, pa saj se pogovarjam s telesom, ampak to je vse kitajsko, ne, tako, ne, moramo pač ta jezik najti, hkrati pa tudi prave cilje zastaviti, ne, ker dostikrat motivacija pade. In to je ponavadi zato, ker je pot napačna, se pravi, ali hočemo preveč, pa se izčrpamo, pa ne gre naprej, ali pa cilj ni pravi, ne. Cilj mora biti tak, da ko ti pomisliš na njega, se ti mora kar prižgati vse, ne. In to neka suhoparna številka na tehtnici ziher ni, ne. Ker tudi, ko pridemo do tja, ne, kaj pa pol, ne. In to sem pomislila, ne, to, ko si ti rekla, ne. Kako je lepši cilj, ne? Imam toliko zdravo in močno telo, da kljub temu, da ima moja hči 10 let, jo lahko dvignem, samo zato, ker jo lahko in ker bi jo rada in ker jo imam toliko rada. A ni to ful drugačen cilj, ko pa ne vem, imam toliko pa toliko kil in zgledam ko šus in ne vem kaj, ne. Ta doživetja si moramo pričarati, ne? Da nas potem res vleče, da res potem gremo tja, da vztrajamo, ne. Tako, no, take stvari iščemo, no, tako. No, evo, še Elena sprašuje. Jaz pa pridem iz službe, ponavadi čisto izpraznjena in se počutim krivo, ko bi najprej potrebovala 15 minut zase, namesto da se predajam otrokom. Kakšen nasvet za to, ne? Ja, mogoče bi se morali malo pogovoriti, ampak recimo to, kar sem jaz zdaj intuitivno pomislila, ne, in kar dostikrat ženske naredijo ali pa naredimo, tudi jaz sem tako včasih, ne, ko mi pridemo domov, ne, pa ko te otročki pridejo, pa so tako veseli, pa takoj bi mami dejva to, pa mami dejva ono, pa valjda tebi, pa tako glavo bi ti kar raznesel, ne. Včasih je mogoče boljše, da unih 15 minut, recimo, da mogoče prideš 15 minut kasneje domov. Ne, mogoče na poti iz službe je neka klopca, se tam usedeš, tam zresetiraš, zato, ker ko bojo ti otročki prišli, da si potem res z njimi, ne, da ni, mislim, veliko mamam je to lažje. Zdaj pa ne vem, Elena, to rezonira s tabo ali ne, ampak včasih je to dostikrat veliko lažje, ne. Tudi komu, recimo, ki nima otrok, recimo, pa ima težave s tem, recimo, da bi telovadil, ne, včasih priporočamo, mu je veliko lažje direkt iz službe v fitness, se pravi, da ni tega separatorja vmes, ne, ker iz kavča se je ful težje pol dvigant, a ne, ko pa, ne, in pa ljudje pridejo domov in tako, ne. Taki, Elena pravi, da to rezonira, včasih kar malo v avtu pred blokom. Ja, Posebej v avtu pred blokom. No, ja.
Ja, ampak a veš, komod lahko mogoče res se nekje ustaviš, nekje, ko ti je lepo, ne vem, kaj imaš rada. Jaz rada bulam v vodo, recimo, ne. Tle imam v Ljubljanco, pa se malo tako, ne vem, jaz grem z biciklom, pa če čutim, da je tako, a veš, unih 5 minut magar, ko ti bo toliko dal, toliko boš drugačna in tle prej, ko si rekla slaba vest. Koliko sem jaz lahko boljša mama, če sem energična, pa dobre volje, pa v trenutku, ko otroci rabijo, da smo mi tukaj in zdaj, ne da razmišljamo o neki preteklosti, pa načrtujemo prihodnost, to je tako, kot da nismo z njimi v sobi, ker oni so tukaj in zdaj, ne. In da se spravimo v ta moment in da si damo to in je tudi otroku to veliko več, ne, da z nasmeškom in tako naprej, ne. Sicer so pa tudi otroci, ne, pač tako, jaz vem, da recimo, ko sem imela korono, ne, enkrat sem dobila korono, pozen, takrat, ko že noben več ni imel korone, ne, sem dobila korono in vem, da je pač ta mal je mogel biti doma, ker je bil pač stik, pa ne vem, tako. In dejansko vse sem se mogla vsake toliko cajta res uležt, ker se mi je toliko vrtel. In ta mal je to, mislim, če mi povemo otrokom, ne, tudi se je okej, da oni vejo, da smo tudi mi rabimo počitek, pa da se rabimo, ne, pa jaz tudi včasih rečem, lej, daj 5 minut mi daj toliko, da se napolnim, pa greva v ne tvoje Lego kocke, ker zdajle še ne moram, pa ne vem kaj, ne, tako, ne. Tako da tle je en kup enih stvari, no, ampak ja, jaz bi mogoče probala, da probaš to, no, da prej to narediš, ne, pa pol prideš pa polna domov, ne, tako. Kaj razmišljaš, Mateja, nekaj razmišljaš, Ja, vidim. razmišljam vse te v teh tvojih nasvetih, pa teh aha momentih, ne, ki se je treba najprej vprašati, torej, kaj jaz rabim, ne, kaj jaz, moje telo rab, pa da si dati res tako pravo motivacijo, ne tist, joj, ful bi šla plavat, ne, kaj bom jaz s tem dosegla, ne, kako se bom jaz po tem plavanju počutila, a ne. Ja, ja. Sej, ne, to je fino, ne. Pa super je, da tukaj izkoriščamo tudi malo, jaz zelo rada izkoriščam znanost, ne, ker znanost nam da to opcijo, da mi z veliko manj vložka dosežemo ful več, zato ker pač so preizkusili določene stvari, ne. In če si mi zamislimo, recimo, eno stvar, ki je tako mečken čez, a veš, tako čist mal, tako, da se nam še zdi dosegljiva, ampak tako, ampak da nam je ful dober, da tega v bistvu nikomur ne povemo. Zato, ker ko mi to izrečemo, skurimo en kup enih dobrih kemikalij v možganih, ki bi nas pa sicer ne pržgale, ko pomislimo na to. Ne, tako da je super, da imamo eno tako malo skrivnost, ne, tako, ne, pa kaj mislim s tem čez, ne, da rečeš, ne vem, ne rečem, ne vem, zbudim se polna energije, ampak ne vem, zbudim se toliko polna energije, da grem na Šmarno goro, pa pogledam sončni vzhod, pa pridem dol, pa ko pridem dol, imam toliko energije, da dvignem svoje otroke, naredim zajtrk, tako, ne, se pravi, da greš, ne, in tudi to, ne, to, ko se mi zdi pomembno, ne, zdaj, ne, če smo glih na temu moram, pa rada bi, ne, da tudi znotraj tega, kar moram, ne, da en užitek noter ukomponiram. Prej si rekla, rada bi šla plavat. Če rada plavaš, je to super oblika gibanja zate, a ne? Se pravi, da ti je nagrada že to, da plavaš. Ne? In tle iščemo pol te stvari, ne? Ko recimo, ne, enim je nagrada, da grejo na bicikl, ne? Meni je to kazen, ko me rit boli, pa ko, ne, mi je dolg cajt tako, recimo, ne? Zakaj bi se pol matrala z biciklom, ne? Če grem lahko malo hoditi, pa malo teči, pa mogoče rajš plavati, kot pa da bi to počela, ne? Tako, je tudi ful važno, da tako razmišljamo, ne? Kaj bi pa želela, da bi v bistvu vsaka ženska slišala še preden sploh začne razmišljati o tem, da bi morala kaj spremeniti recimo na sebi, ne? Se pravi, da bi, a ne, kaj bi dala kakšen nasvet ženskam, še preden sploh ne vejo zase, da sploh imajo kakšen problem?
To je ful težko, ker ne vem, če bi me sploh slišale. Ne. Ampak to, kar bi pa jaz rada rekla, je pa to, da veš in se zavedaš in da čutiš, da točno taka, kot si dovolj. Zdaj pa samo treba podpreti te na način, da se lahko ti in tvoje telo izrasta v polni moči. Ne? In ko telo in sebe podpremo s prehrano, gibanjem, spanjem, ko smo mirne, ko imamo lepe odnose, ko smo v stiku z naravo in tudi, to pomeni tudi same s sabo. Mi smo narava, samo se oddaljujemo od nje. In ko imamo življenjski smisel, takrat smo lahko to, ko smo in srečne v tem in se dobro počutimo. In vse to imamo nekje, samo mogoče smo malo pozabljeni nase. Ne? Malo zašle včasih, ne? Ja. Vidimo zunanjost, ne toliko notranjost, ne? Aha, še en. Jaz lahko, Lenka, hvala Lenka, jaz lahko podelim svojo izkušnjo. Sem šla skozi izkušnjo izgorelosti in še nekaj diagnoz. Nano spremlja že nekaj od decembra dalje in bi predlagala obema, da kot prvo poskusita z miroljubnim bojevnikom. Meni je to postala jutranja navada, včasih še pred umivanjem zob, kar mi prinese mir v telo in energijo. Hvala, Lenka. Hvala, Alenka, to sem pa tako vesela. Res super, 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 super. Ja, ta bojevnik je res carno, res se mi zdi, da deluje in tako in punce ga imajo rade, zato ker res ni naporen, res je tako simpel, vsak ga lahko naredi in tako. In tudi to, ne, kar jaz bolj tudi se napišem tako, da ni treba, da imaš popoln mir in ne, ko ga narediš, zato da deluje. Ne. Jaz sem začela tako, da sem, ne vem, dala čaj kuhati, pa sem naredila poskokce, pa pol sem letela eno rito obrisati, pa pol sem naredila tako, vmes sem ga naredila, ampak mi je dal to, kar sem rabila. Tako da hvala, Alenka, super. Super. Kje te lahko še v bistvu dobimo, vidimo, imaš... Zdaj, če boste se prijavili na tega miroljubnega bojevnika, pridete na mojo mailing listo, kjer vsak ponedeljek pošljem ponedeljkove male korake za več energije, za zdravje, tako pač, ali je neka miselna stvar, ali je neka fizična stvar, ki jo naredimo. In tako se tudi pač v stiku pol z mano, ko imam pač tečaj ali pa kakorkoli. Drugače imam pa Facebook profil, Nana Milčinski, osebna trenerka za celostno zdravje in življenje, je moj ta profil. Pa na Instagramu imam profil Več energije za ženske, v bistvu tako več pa spodaj energije za ženske. Ampak če tipkate Nana Milčinski, vam bo na Facebooku vrgel še druge moje strani, ki imam še to pevsko stran, pa to neko privat, ampak ja, tako modro slikce imam, tako da dokler ne bom imela spletne strani, me lahko tam najdete. Ja, super. Imaš še kakšno tako misel za na koncu v bistvu? Ker, ali še kaj takega, da bi mogoče probali poleg bojevnika še kakšno kratko vajico, ali pa misel za na konec mogoče? Dajmo, ker se mi zdi, da ta misel, da vemo, da smo dosti, se mi zdi tako, da jo težko presežem, pa lahko naredimo eno pomembno stvar, res pomembno stvar, še vsako jutro. In sicer, da zjutraj, ko vstanemo, da popijemo kozarec, zdaj, če nisi navajena, da je najprej mlačno, pa toplo vodo, se pravi v telesni temperaturi, in damo noter en mali ščepec soli. Ampak toliko mali, da ne čutiš, da je voda spremenila okus. Ok? In to spijemo ali pa si damo v bidon in potem pijemo čez dan. In to naredimo zato, ker sploh ženske in tudi otroci čez dan, včasih, ko pride neka tako obdobje, tako, ko smo malo misli ratajo, malo tako, malo zameglene, malo začnejo stvari letati po tleh, malo tako nervozne ratamo, je to včasih zaradi nepravilne hidracije. Se pravi, mi v našem svetu smo težko resno dehidrirani, ampak pravilna hidracija je pa ta, da zjutraj v resnici da vrnemo sol oziroma natrij
v svoje telo. Ker po noči, ko mi spimo, naša ledvica blazno odvajajo vodo in ko gremo lulat, ne, polulamo tudi natrij. In zdaj, če v telesu ni natrija in potem se spere ven tudi kalij in magnezij, to sta še dva pomembna elementa za hidracijo. Ne? Torej, spijemo to vodo, lahko jo pač pijemo tudi čez dan, potem pazimo, da pri zajtrku zaužijemo nekaj, kar ima kalij, lahko pogooglate, kaj ima kalij noter, vem, da suhe marelce, avokado, recimo, ne? Zdaj sem rekla pač ene za nasladko, ene bolj za naslano, in pa, da pač dodajamo magnezij v vsakdanjo prehrano. Jaz zelo zagovarjam to, da mi dobimo elemente čim bolj naravno, se pravi, da čim manj dodajamo, ampak naša zemlja je tako postala izčrpana, da mi te količine magnezija, ki bi jo morale dobiti, sploh ženske imamo višjo porabo magnezija kot moški, veliko višjo. Rada dam to prispodobo, ne? Če gremo v vesolje, se pravi, bolj gremo stran od zemlje, ne? Bolj porabljamo magnezij, ne? In našega moškega lahko pošljemo na satelit, pa bo imel isto porabo kot mi. Tako da, rada imam take prispodobe, da si res zapomnite, da je to pomembno. Se pravi, da bi še magnezij dodajali. To se mi zdi tako, ker ta pravilna hidracija, ne, povzroča to, se pravi, da smo boljše volje. Naše kognitivne sposobnosti se povečajo, kar pomeni, da smo hitrejše in bolj učinkovite pri stvari, ki jih moramo narediti, zato da nam ostane pol več časa, zato ker imamo rade. Ne, nimamo teh nekih živčnih izpadov, ne, sploh popoldne, pa pol, ko otroci pridejo, pa tako, ko ne, malo manjkrat imaš občutek, da bi ti glavo raznesel. Hkrati pa je to res prva najbolj pomembna stvar pri prvem koraku za zdravo prehrano. Tako da zato bi to poudarila. Ta sol, ne, še to dajmo povedati, naj ne bo navadna sol, ampak ena sol, ki je bogata z minerali. Jaz rada promoviram slovensko, zato bi rekla, kupite si solni cvet, če ne je pa lahko tudi kakšna keltska ali pa himalajska sol. Glih, to sem hotela vprašati, super, to sem že v bistvu slišala večkrat in sem si mislila, okay, zakaj zdaj sol v vodo, če solimo hrano? Kje je tle fora? Zaradi tega, ker je to res takoj zjutraj, a ne, da ti to takoj vrneš v telo. Ne? Ker takoj se mora ta proces zgoditi. Ne? Ker, ne, če je pol šele kasneje, a veš, tako, zato, čisto sam zaradi tega. Ne? In tudi zato, ker pač z vodo gre pač to tudi najlepše se lepo, ne, ker tako, ne. Ne, mislim, marsikdo je tudi sladek zajtrk, ne, ni neke prav tako fejst ali kakorkoli, ne. Ampak res, in to je res, to je na tešče, to je recimo, ne vem, greš lulat, je ta voda, ne, in pol greš naprej v dan, ne. Ker tudi ne poješ takoj zajtrka, ne, verjetno malo traja, preden pripraviš ali kakorkoli, eni jejo zajtrk tudi kasneje. Tako. Torej, to je že prva. Je pa to znanstveno dokazano. Res, to res deluje, no. Tako. Torej, imamo prvo jutranjo rutino, ščepec, Tako. himalajski. Pol še bojevnika, ne, tako da zdaj smo, ne. Traja pa to zatole, ne, sol, zanj sem štopala, ne, da ne bi kdo imel izgovorov. 34 sekund ti vzame, da vzameš vodo, da natočeš, da sol noter malo res unih par zrnc, da tisto malo pomešaš, pa da spiješ, no, tako nekaj tazga jaz rabam, no, tako, evo. Je pa tudi pol cool, ne, kaj jaz kar tudi rečem mojim puncam, ne, ki so v programu, zdaj pa opazuj, kaj se dogaja s tem, ne, ker to, kaj se s tem dogaja, ali pozabiš, ali se ti zdi čist brez veze, ali se ti zdi premalo, ali nekaj časa delaš, pa pol opustiš, to je lahko simptom, ki ti pokaže vse, kako tudi nasplošno skrbiš za svoje zdravje, ne, se pravi, ta odnos do tega je lahko zelo dober pokazatelj, ne, kaj se dogaja pa tudi na ostalih področjih, no, tako. V teh vseh 7. Ja. Ja, bravo. Jaz bi kar zaključila s to miseljo, da ne bova predolge. Ne. Ampak
Ja, hvala za te vse aha momente. Hvala, ker si nam delila vse te ideje oziroma nasvete in pa potem še bojevnika. To ga bomo dobili verjetno v mailu, a ne? Ja, ti bom poslala, jaz tebi pošljem, pa boš ti razposlala puncem, ko so se prijavile, ne? Najboljši, ja. Tako, Najboljši. ja. To bo super. Lahko, ali pa ne vem, če Ja, mi posreduješ mail, pa jim lahko jaz pošljem, pa se potem odločijo, ne, ja, ampak najboljše, da jim kar ti, pa se pol odločijo, pridejo na mojo listo ali ne. tako, no, Prav? saj. Da. Tako da še enkrat res najlepša hvala tudi vsem sodelujočim. Hvala punce, da ste zdržali toliko cajta. Ja, hvala. Pa za vsa vprašanja, pa vse. Tako da uživati, ne? Pa lepo poletje, bom rekla. Ja, lepo poletje. Hvala, Hvala Elena. lepa, tudi tebi lep dan. In vsem Čau. ostalim. Čau, čau. Dio, dio.